Javnost vas pozna kot človeka, ki se zavzema za resnico, za pravičnost, predvsem pa za paciente, za katere skrbite tudi kot zdravnik na klinični ravni. V preteklosti ste se oglašali za dobro sistema, za dobro zaposlenih in za dobro ljudi, za katere skrbite v kontekstu kliničnega dela. Zdaj ste postali aktivni tudi na drugi ravni. Vodite strateški svet za zdravstvo in zdi se, da ste v kratkem času opravili res veliko delo. Pravzaprav je na vašo pobudo iz vaših vrst prišla tudi kandidatka za ministrico za zdravje. In zanima me, kakšna je vaša ocena, katere morajo biti tiste glavne usmeritve, ki bodo pripomogle k izboljšanju vrzeli v našem zdravstvu, k izboljšanju sistemskih pomanjkljivosti, ki jih velja izboljšati. Posod so težave, posod bi se dalo kaj narediti. Kako se bo ministrica odločila, sem iz srca hvaležen, da je to funkcijo sprejela. Je treba njo vprašati, ampak predvsem njen način razmišljanja, ona ne govori s čustvi, ne govori na pamet, to, kar zdravniki pogosto počnemo in drugi zaposleni v zdravstvu, ampak je analitik, vzame številke, če jih poišče, analizira in se potem odloča. Dela za javno zdravstvo, v spredju je čepravni zdravnica bolnik in mislim, da slepih ukrepov brez analiz, brez izhodišč zaradi analiz ne bo. Ona bo delovala, pa naj se ali financiranje ali strokovno delo, na podlagi številk in to nam je 30 let v zdravstvu manjkalo. Predvsem pa upamo, da v tem kontekstu tudi ne bo ovinkov na poti proti cilju, ki so nemalokrat preprečili uresničitev zadanega, kaj ne? To ste izkušali na primeru Onkološkega inštituta tisoč in enkrat. Sigurno bo naletela na ovire, tudi že postavlja, razmišlja, kako jo ovirati. Je inteligentna, verjetno bo znala z argumenti marsikaj zaobiti, ampak ovire bodo, to je dejstvo. Ogromno ljudi v zdravstvu in zaposlenih in zraven zdravstva ima interes, da imamo tako stanje, kot je, da je neke vrste kaos, to lahko pričakujete kar hudo oviranje. Kateri pa so glavni izzivi, glavni cilji, ki ste si jih zadali v sklopu strateškega sveta? Dela je bilo opravljenega veliko, v sklopu aktualne konference ste predstavili nemalo ugotovitev, ki so izjemno povedne. Čemu boste dali prednost? Dali smo veliko, predlogov je ogromno, mene predvsem zanima zdaj realizacija. Vse imamo, v Sloveniji ni problema, imamo 20-30 let odličnih idej, ampak ko pridemo do realizacije, se stvar ustavi. Kar sem že pokazal, od problemov z absentizmom do problemov s primarom, 89 predlogov. Čudovito bi bilo, da bi vsaj pol izpolnili, ogromno smo delali na tem področju. Premalo smo na bolnišnični dejavnosti, na težavo specialistov. Ideje so, ampak realizacija ne. Upravljanje sem omenil, mislim, da smo pripravili zelo dober dokument o upravljanju, imamo težave po javnih zdravstvenih domovih, po bolnišnicah z upravljanjem. Mislim, da predlagali smo, da minister ustanovi skupino, vzame naš predlog v roke, pogleda, kaj je dobro, kaj ni, kaj bi še dodali in začeli na podlagi tega potem reorganizirati javne zavode z namenom, da bi bili zaposleni bolj zadovoljni in da bi tudi poznalo se pri storilnosti in pri stroških. Z te plati sem zadovoljen, kaj vse smo pripravili, realizacija, vse, kar smo pripravili, bo izguba časa, če ne bo se začelo to v življenje spravljati in tle bo težave na ministrstvu, malo premalo ljudi, ogromno jih je pod prejšnjih ministrom šlo, tako da bo ministrica morala kar sestavljati ekipe nazaj, pa upor in nasprotovanje z vseh strani, da se karkoli v Sloveniji spremeni. Slovenci smo za reformo, ampak če se ne tiče mene, če pa pridete do mene z reformo, sem pa proti. Pustite me pri miru. Bomo videli. Upam, da se zavedamo, da smo res v težavah in da moramo vsi skupaj pri sebi nekaj premakniti. Politika je vse na koncu kriva, če nič narejeno ne sprašujemo, se pa kaj smo pa mi naredili, da bi zdravstveni sistem boljše deloval.
In tukaj se verjetno dokaj hitro znajdemo na točki, ki je bila tudi v preteklih poskusih glede uvajanja reforme vedno prelomna. Ključnega pomena bi bila namreč povezava, sodelovanje vseh akterjev, ki delujejo in sodelujejo v zdravstvu. A vedno se je zdelo, da je vsak branil zgolj svoje interese, da dialoga preprosto ni bilo. Mislite, da je zdaj vendarle napočil čas, da se to spremeni? Mora se spremeniti, to sem tudi opazil med vodenjem strateškega sveta. Inštitucije, organizacije, ki bi morale sodelovati, ne sodelujejo, pa ne gre samo za osebne zamere. Imam občutek, da gre včasih tudi za strah se izpostaviti, kaj poudariti, kaj povedati, kar komu ni všeč, da je bolj varno, da se zapreš svojo sobo v pisarno in tam pasivnosti živiš naprej. Potreben bo pogum. Uspelo nam je kar nekaj zadev poriniti naprej zaradi sodelovanja številnih deležnikov inštitucij. Tle imamo rezerve in na podlagi tega sodelovanja mislim, da se da veliko stvari narediti. Morda lahko ovrednotite oziroma poveste, kje pravzaprav v vseh teh ciljih, vseh teh strateških nalogah, ki so pred zdravstveno politiko in seveda tudi pred izvajalci v zdravstvu, je v tem trenutku bolnik. Ja, bojim se, da ga ne vidimo. Pokazal sem en diapozitiv, ogromno interesov, osebnih interesov, do zelo takih parcialnih, do velikih, teže več milijonov evrov. Pozabljam pa na bolnika. Na koncu, spravim, na žalah je ogromno ljudi, ki so mislili, da ne bojo nikoli zboleli, pa so pač nekako, kar skozi govorimo, da je bolnik v središču, marsikdaj bolnika ni nikjer, ne. Ampak so osebni interesi. Upam, da se bojo tudi tisti, ki to generira naprej, začeli zavedati, da se bojo tudi sami nekoč rabili zdravstveni sistem, mogoče zelo kmalu. Boste z vodenjem strateškega sveta nadaljevali? Ne vem, kaj bo naprej, nismo dogovorjeni. Mi smo pač strateški svet predsednika vlade. On bo povedal, če nas potrebuje. Kar se mene tiče, za ministrico prihaja oseba, ki ima voljo kaj narediti, predvsem pa znanje. In mislim, da bo vloga strateškega sveta zato bistveno manjša. Pa vendarle še vedno pomembna, kaj ne? Bomo videli, to bo predsednik vlade povedal, kaj pričakuje od nas. Sicer vas pa čaka tako ali tako veliko izzivov na področju kliničnega dela, v kirurgiji, kaj ne? Na srečo svoje delo opravljam naprej. Ta strateški svet mi vzame nekaj časa, to gre bolj na račun mojega privatnega časa, ko medicina gre naprej.